Danes bomo govorili o mojem prvem poljubu. Prejšnji teden sem posnela video, kjer sem v bistvu odgovarjala na vaše vprašanja in vmes sem omenila, da sem imela svoj prvi poljub pri 13 letih. In pol sem razmišljala o tem, kaj bi snimala za ta teden in sem se odločila, naj malo bolj razložim ta moj prvi poljub, a ne? Prvo naj povem, da prvi poljub ne enačim z prvim fantom. Se mi vseeno zdi, da to ni bil glih moj prvi fant, stara sem bila 13 in pač takrat razmerja niso glih. I guess takrat je bil moj fant za tiste en mesec, ampak boste videli v glavnem. Dajmo kar začeti s temle videjem. Živjo, by the way, jaz sem Kaja Solo in dobrodošli na Džunglin kanal. Lajkajte, subscribite, komentirajte kaj, tako vedno. Gremo začeti. Kavica. Kakor sem rekla, da sem stara 13, pravi je bilo to 9 let nazaj. Skoraj 10, ja. Wow. Torej, pisalo se je leto 2010, a 2011, nekaj. In bil je 8. marec. Moj prvi poljub se ni zgodil glih na 8. marec, skoraj bi se, ampak se ni. Ja, pozabila sem omeniti, moja mama ne gleda tega videa, ker je to cringe. 1000 ljudem povem to zgodbo, ampak moji mami ne gleda tega videa. A, ti tudi ne. Ok, v glavnem, bil je 8. marec in moja prijateljica je imela rojstni dan. In jaz sem bila seveda povabljena na ta rojstni dan, ampak zadnjo sekundo je meni prijateljica rekla, da naj bi odpadlo, da la. Kaj je meni to povedala, ko sem bila jaz že pred njeno hišo? Tako da sem v bistvu vsejem pozvonila in sem bila pri njej in sem v bistvu zvedla, da imajo rojstni dan. Weird, ampak zakaj je ta podatek pomemben, boste videli. Jaz sem bila vsejem tam. In tam je bila še ta moja prijateljica, dajmo ji ime Tjaša, in še ena moja prijateljica Neva, recimo, to niso prava imena. En fant, ki ga jaz nisem poznala, zaradi tega, ker ni bil iz naše šole, bil je nekod drugod. Ime mu je bilo, recimo, David. In jaz sem se vedno ful bolj razumela s fanti. Pač to je bil tudi razlog, da sem šla jaz v bistvu na fantovsko šolo, da sem pa šla na računalniško. In tudi v osnovni šoli jaz sem se vedno ful poštekala s fanti, zaradi tega, ker sem se pač znala pogovarjati z njimi. Takoj sem se, ne vem, pač jaz se razumem s fanti. Pač jaz imam rada motorje in avte in pač se lažje pogovarjam s fanti, ne vem, neki. In jaz sem se torej pogovarjala bolj z Davidom, ko pa z onima dvema, zaradi tega, ker pač smo se takoj poštekala in meni se to ni zdelo nič narobe, ker pač sem bila sproščena in on je bil pač instantly moj friend. One dve si bolj ko ne nista upale pogovarjati z Davidom, ker pač sta bile, I guess, sramežljive. Fantje. Pač jaz bila vedno ful bolj sproščena s fanti. To sem zdaj že 3-krat povedala. In odločili smo se, da bomo gledali film. Ne spomnim se, ker film smo gledali, verjetno je bilo kaj pač bedastega, pač nek najstniški film, whatever. In vmes sta se one dve odločila, da gresta peč penice, se pravi pač une marshmallow, vse uno pač. In mi dva smo imela oba dva aparat za zobe, se pravi nama pač to ni bila glih najboljša ideja, pač ok, sej lahko ješ penice, če imaš aparat za zobe, ni pa glih priporočljivo, pa še niso nama bile všeč, tako da pač nismo glih riskirala, da se nama karkoli zalepi. Tako da pač nismo jedla penic, whatever. In smo počakala na njiju v bistvu v zgornjem nadstropju, ker smo bila pač sama. Nič takega, stara smo bila 13, ponavljam. In smo v bistvu, ne vem, pač ležali smo na posli, kjer smo gledali film, oziroma ne, ni bila posla, pač pa je bil enostavno pač mala lesena hiška je bila, kjer je bilo zgornjo nadstropje, pač je bilo vse na tleh in smo tam sedeli podstrešna sobica je bila, taka ful majhna. In midva smo bila skozi skupaj in tudi ko sta one dve prišle gor, smo bila midva skozi skupaj. Ja, ko sta one dve šle po penice, že tam bi se skoraj midva pač začela lupčkat, ampak se nisma, ker pač se nisma. Smo bila oba dva štorasta in jaz se nisem še nikoli life lupčkala, on ne vem. V glavnem, takrat se ni zgodilo nič, ampak smo se vseeno ful poštekala. In v bistvu na koncu rojstnega dneva smo si pač izmenjala številke. Pač takrat še ni bilo glih toliko Facebooka, pa Instagrama, pa Snapchata, tega sploh še ni bilo. Mislim, da Facebook je bil, no. Ampak vse ostalo pa ne. In smo se izmenjala številke in smo se takoj začela pogovarjati. In pač jaz sem mu napisala, ful je bilo cool danes, ful je bilo fajn. Pač se začela pogovarjati. Tako smo se prej na rojstnem dnevu, tako smo se zdaj tudi. Pogovarjala smo se nekaj cajta, ampak v bistvu on je živel dost stran od mene, mislim, da nekje 25 km, 20-30 km, nekaj takega. In se pač nismo mogla med tednom videti. Dokler ni on enkrat prišel s kolesom 30 km do mene, kjer smo šla na zmenk,
na jezero. V bistvu tam je ena taka romantična lokacija, kjer pač je lepa plaža, drevesa, benga ni nikoli tam. In ja, smo se lepo ulegla v travo in smo se še malo pogovarjala. In pa pač je naneslo na to, da pač sem jaz še nisem nikoli ljubčkala in on me je vprašal, če bi se in jaz sem rekla, ok, whatever, ja. Kako je bilo? Mokro. A je bilo tako v filmih? Not really, pač to ni bila zdaj neka ful ljubezen in moj bog, kar povezana sem bila, wow. Veste, da smo imela oba dva aparat za zobe, ni bil problem, sem to omenil, ker je vse, zdaj ko študiram nazaj, wow. Kako se sploh ljubčkaš z aparatom, ampak če imate slučajno aparat, to ni noben problem, vse je nikul, ne boste se zataknila skupaj, čeprav, I guess, če ti je fant ful všeč, I guess je to dobra stvar. Če se zatakneš skupaj. A ja, edino, kar moram omeniti, oh my god, on je ful hotel, da se ljubčkama z jezikom in meni ful ni bilo do tega, ker mi je bilo ful ev. Res mi ni interes te požret, ljubčkama se, nisem ljudožerc. Pogledaj, in to mi ni bilo glih všeč, sploh zaradi tega, ker je bilo pač prvič v lifeu. Jaz pa je on šel domov in jaz sem šel domov in to je bilo to. Dobila smo se še parkrat na eni taki ful romantični lokaciji nekje ob reki, ful smo pač hodila na take dejte ali whatever. Sicer niso bili neki dejti, kjer bi pač se ful neki pogovarjala in spoznavala in ne vem kaj vse, pač šla smo se ljubčkat, ker pač to delaš, ko si mlad. Jaz sem še vedno mlada. Pač ja, s kolesi smo se družila, hodila smo na to lokacijo in kar moram omeniti je, da je bil on vedno ful kritičen do mene in ne vem zakaj. Pač vedno je bilo nekaj, kar je mogel skritizirati. Ampak okej, jaz sem bila mlada. Itak sem bila navajena na to, ker pač mene so boljali skozi v šoli, jaz sem bila ful čudna najstnica. Če vas slučajno zanima, kako sem takrat zgledala, zgledala sem tak. Kdo mene ne bi zafrkaval pač? In pa ja, moram omeniti, da pač vedno me je bilo strah. Vedno sem imela one živčne metuljčke, ampak ne omeni, da ti metuljčki niso vedno to, da ti je pač fant všeč, so ponavadi anksioznost in strah. Tako da ne povezovati, pač s fantom moraš biti sproščen, s fantom ti mora biti the best in me takrat ni bilo. V bistvu, to je bila sam neka taka prva zaljubljenost. To ni bila neka ona ljubezen. Ponavadi prve ljubezni so vedno samo take kratke simpatije, z malo zaljubljenosti. Ni to zdaj neka, pač če si star 13, zelo redko se zgodi, da boš res dolgo časa s to osebo, ker predvsem v najstništvu se ljudje najbolj razvijemo in vsak gre v svojo smer in pač na eni točki pač ni več to. Teda glede najstniških razmerij ne se preveč sekirati, pač zabavajte se za tisto pravo ta težko ljubezen, bo še cajt, verjemite, da še bo cajt. O ja. Torej, to bi naj bil moj prvi fant, če pač vam je to, vi to definirate kot prvi fant, ok, jaz načeloma ne bi, jaz bi to rekla, da je bila pač prva simpatija, s katero sem jaz nekaj imela, ni pa to dejanski pač resen partner, s katerim pač si predstavljaš poroko, predstavljaš otroke in ne vem kaj vse, to je samo pač ena taka enostavna zaljubljenost. Zdaj pa pridemo do konca. Mesec kasneje sem na Facebooku videla, kako mu ena druga punca komentira pod slikami in on se z njo pogovarja in se si neke ljubčke pošiljala in neke srčke in ljubim te in ne vem kaj vse in pač prvo kot prvo, če ste stari 13, ne še reči ljubim te, ker pač ta beseda je kar močna in najbrž, ne vem, no, pač jaz na vašem mestu ne bi. Glavno, ko sem jaz to videla, takoj sem bila blim, 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 blim. Pet stran, to ne bom se jaz ukvarjala s tem, to ni moj problem, jaz hočem biti center. Ne bom dovolila, da se kdorkoli zafrkava še s katero drugo zraven in sem mu to tudi povedala. In pa sem se jokala en dan, maybe, in sem ga pozabila. Mislim, da ga imam celo na Facebooku do danga, tako da še enkrat leta kasneje sem ga sicer postokala in pogledala, kak je rad. V glavnem ne sekiram se, ker je pač prva ljubezen. Še vedno je bila romantična izkušnja, še vedno sem poskrbela, da je bil moj prvi poljub ultra romantičen. Jezero na plaži, oh my god. In ne obžalujem. Zdaj pa še konec zgodbe, ker to še ni vse. Vmes se je ta moja prijateljica ful nehala družiti z mano. Zakaj? Ker sem zvedela, da je ona njega povabila na svoj rojstni dan, zato da bi ona bila z njim. Ups. Pač ja, to je bil njen plan in pol je ona meni ful zamerila, ampak pač jaz se načeloma nisem nekaj sekirala, ker ona ni nikoli pokazala interesa v njega, jaz sem se pač začela pogovarjati z njim, ona je bila pač vedno tek malo bolj. Pač tipi so, sploh pri teh letih, še ful otroči in če mu ne poveš v faco, da ti je všeč, če se ne pogovarjaš z njim, ne bo sploh dojel, da obstajaš. Tako da ja.
to je to za moj prvi poljub. To je bila moja zgodba. Če vam je bila zanimiva, dajte temu videu en like, subscribite se še enkrat na ta kanal in komentirajte, če naj naslednjič naredim mogoče še kako zgodbo o mojih razmerjih, o mojih različnih izkušnjah. Tako da ja, dal spodaj komentirajte, naročite se na ta kanal in vidimo se naslednji teden. Rada vas imam, lepo se imejte in veliko se smejte. Čau!